Razgledi in razmisleki. Špela Šubic, Barbara Predan, dobrodošli v studiu. In začnemo kar z razstavo Biba, funkcija, ideja, kontekst. Gre seveda za oblikovalko Bibo Bertok. Mislim, da je to ime pravzaprav neznano danes med ljudmi, tako da vaju lepo prosim, da Bibo Bertok predstavita. Špela, mogoče kar vi. Biba Bertok je oblikovalka iz generacije, ki je študirala na smeri B pri profesorju Edu Ravnikarju in je od tam iz fakultete, se pravi od profesorja Ravnikarja, tudi vlekla glavne smernice, ki jih je potem še sama dopolnjevala, nadgrajevala skozi svojo kariero. Se pravi, bila je izobražena kot arhitektka, v tistem času še ni bilo univerzitetne specializirane izobrazbe za oblikovanje in se začela uveljavljati v proizvodnji pohištva ob koncu 60-ih let in delala v tej proizvodnji v različnih tovarnah do leta 86. Biba Bertok je po študiju arhitekture oziroma smeri B pri Edvardu Ravnikarju začela svojo kariero v tovarni Alples in pozneje v Slovenija lesu v njihovem oblikovalskem centru in se uveljavila kot izjemna oblikovalka sistemskega pohištva. Barbara Predan, nekatere generacije smo zrasle s to vrstnim pohištvom. Takrat je bilo to za nas nekaj, kot bi se reklo, normalnega, kadar smo ga srečali. Pa vendar je bila to takrat kar novost, da ne rečemo revolucija, kaj ne? Predvsem na teritoriju celotne Jugoslavije, bi rekli, ne? Tako je. Ne samo Jugoslavija, celo širše, ravno ta tudi njena primer najbolj uveljavljena, to je sistemsko pohištvo Manta. To je bilo pravzaprav, ki ga naredi konec 70-ih let, v začetku 80-ih let, na nek način res lahko rečemo revolucionarno. Zato, ker v tistem času, pač na nek način, ko se je delalo pohištvo, se je ves čas pričakovalo, predvsem, ko govorimo tle seveda o pohištvu za predsobe, omare, to se pravi nekaj tistega, ki imamo vsi doma, nekaj moramo stvari pospraviti. Hkrati je pa pač pravzaprav bilo tisti ne bodi ga treba, nekaj ga spregledamo enkrat, ko ga imamo. No, njej se to ni zdelo, da je tako ne bodi ga treba, v resnici se je zdelo, da s tem, ko se enkrat pač znajdemo med 4 stenami, je to nekaj na nek način precej nenaravnega in tukaj je ona na ta način pač pristopala, da dajmo to narediti humano, dajmo to narediti igrivo, hkrati pa na nek način tako prilagodljivo, da ne bomo to zdaj ves čas menjali, ker pač na nek način vemo, vse omare tudi dejansko ne menjamo ves čas. No. In ona, ko je k temu pristopala, je pristopala zelo premišljeno, zelo sistemsko, hkrati pa ves čas iskala, kje je tisti več, ki bo pač pravzaprav na nek način, da si bo zaželel to pohištvo, ampak da boš z njim tudi pač na nek način dejansko potem tudi lahko iz generacije v generacije ga pač nekje tudi naprej uporabljal. No in če se vrnem k Manti, ta preskok, ta lahko rečemo neka ideja je bila, da je pravzaprav ona si je zaželela v tisto na nek način precej temno pohištvo, zelo težko pohištvo. Je ona rekla, ne, dejansko rabimo nekaj življenja, rabimo barve, rabimo tekstil, rabimo vse te stvari. In tle je bil pravzaprav tudi, lahko rečemo, njena na nek način moč. Zato, ker večkrat, ko so se pogovarjali z njo, je rekla, da je pač z vsakim, ali je bil to komercialist, ali je bil to šef proizvodnje, ne vem kaj, je iznašla na nek način svoj jezik, da jih je prepričala v to svoje. Tle sicer, ker je prišla z res močnimi barvami, to govorimo dejansko v rdečih barvah, takih močnih barvah, kar je za pohištvo še danes na nek način precej močno, je bilo veliko nekega skepticizma, kdo bi to sploh želel imeti. No. Pripričala jih je toliko delež, da je prišlo do prototipa. Šli so takrat na en večjih pohištvenih sejmov v Beograd, no, in je dobesedno tako z znakim ponosom je nama razlagala zgodbo. To je bil res ogromen sejem, ampak gužva je bila pa na Slovenija lesu, bila je na Manti, no in v tistem trenutku je potem ona dobila na nek način, lahko rečemo, to svojo, eno od serijskih proizvodnj, tukaj moramo reči, skoraj 40 njenih izdelkov je bilo delanih za serijsko proizvodnjo in prijo serijsko proizvodnjo, kar je izjemno. No in pa tudi, če reče, v 80-ih je pač vemo, ne, Jugoslavija bila že kar v konkretno krizi, tudi pohištvena industrija se že nekje, ampak z Manto je ona Slovenijo lesu omogočila, da pride spet ponovno na 5 kontinentov, na pravzaprav vse države sveta in pravzaprav dvigne z oblikovanjem, pravzaprav dvigne to na nek način samo podjetje, hkrati pa dokaže, kaj lahko ena taka oblikovalka z lastnim razvojem, lastno mislijo naredi.
Mogoče dodamo še zlastno trmo. Ona je morala prepričevati tako proizvajalce, kot trgovce, kot tudi vzgojiti potrošnike. A ne. Ona je sklepala kompromise tam, kjer je bilo res nujno, a ne, kar je v količini materijala, ki ga je želela najkvalitetnejšega, a ne, in uporabile tega. Recimo ona je na tem sejmu beograjskem, ki ga je Barbara omenila, morala zagovarjati, zakaj so neke fronte omar prevlečene s tekstilom, ker je to vendar težko vzdrževati, zakaj je uporabila usnjene ročaje na omari in predalnikih in hkrati potem potrošniku predstavlja, da jim ta soba omogoča neko svežino v prostoru za razliko od tistega, česar so bili vajeni, kar je bil pa en tak utečen proces, en tak tok, da je treba pohištvo izdelovati v težkih barvah, se pravi čim bolj temno in ga krasiti z nekimi stilnimi okraski, ki naj bi spominjali na staro pohištvo. To zdaj lahko vse vidimo na razstavi in če si preberemo besedilo o Bibi Bertok, vidimo, kaj se je takrat dogajalo. Ne? V mesta so po vojni udirale množice ljudi, tako rekoč. Mislim, da je podatek, da je leta 1977 živelo že 40% prebivalstva, medtem ko je bilo leta 1953 komaj, pač 28,5. To so velike razlike, zato so se zidale spalne soseske in se je uveljavil modernizem v arhitekturi z Ravnikarjem seveda in še drugimi arhitekti, ki so se šolali tudi na severu in tako naprej, kar pomeni, da je ona s pohištvom sledila temu modernizmu v arhitekturi in zanimivo mi je to, ko ona pravi humanost bivanja v današnjih betonskih celicah spalnih naselij. Se pravi, 4-članska družina na 50 kvadratih, to je bil takrat standard in zdaj kako sem umestiti pohištvo, ki ga neka taka družina potrebuje in uporablja na dober način, bi se reklo, ne, da se ne zadevaš neprestano v nekaj, kar je preozko ali preširoko ali karkoli drugega, ne. Mi se tukaj lahko rečemo, že pravzaprav, ko ona pride v bodoči Alples, takrat v železnike, kjer so delali pač na nek način, proizvodnja je bila v resnici nekih polizdelkov. Ona zelo ambiciozno nastopi, pač da idemo narediti končni izdelek, s katerim bomo prišli na trg in na nek način tudi s tem dobesedno naredi, pravzaprav, ali pa omogoči podjetju, da pride do končnih potrošnikov in da pravzaprav sploh vemo za njega. No, ampak kako je ona pristopila? Je bilo pa ravno to, ne? To se pravi, kot arhitektka, ko je vstopila v to in ko je videla nek potencial, da začnemo ravno to opremljati te betonske celice, je poklicala svoje kolege arhitekte, ki so načrtovali te spalne naselja. Tako da je ona vnaprej vedela, v kakšne gabarite postavlja svoje pohištvo in je temu primerno dobesedno tako načrtovala in prepričala in dejansko so potem ljudje, ker to, kot smo imeli letos, ko je malo naredil, pravzaprav poziv, tle smo res dobivali 40, 50, 60 let stare omare, tiste, ki jih je pač ona delala od 60 let dalje, ljudje so jih imeli še vedno doma. Jih še vedno uporabljajo in še vedno dejansko pašejo vsa ta naša spalna naselja. Tako da kaže na neko dolgoživost, kaže na neko res izjemno kvaliteto, hkrati pa ravno to, kakšna prilagodljivost, kakšna pač ravno to razumevanje prostora, v katerega je, to se pravi, da ti ne natlači prostor, da živi s tabo, da se prilagaja in da pač gleda na ta human vidik. No, ona je vedno rekla, ena mora biti izredno kvaliteten material, drugo je pa ravno to, biti human, ne pozabiti na obdobje, mi s tem živimo in ne se pač nas ne sili, da se pa pravzaprav mi skozi prilagajamo temu, ne, ampak kako se lahko prilagaja nam. Še en zanimiv predmet smo razen pohištva pridobili skozi javni poziv in to je bil prospekt ob gradnji soseske Podlubnik v Škofji Loki, v katerem urbanistična firma oziroma podjetje trži ne samo stanovanje, ampak poleg stanovanja ponuja tudi izbiro predsobe Alfa, to je Bibina predsoba, prva predsoba, ki jo razvija v Alplesu. Se pravi, da že sugerira, s čim si lahko po svojih merah seveda opremimo dano stanovanje, ki ga bomo kupili. Zanimivo je to, da v teh časih, ko je pohištvena industrija nažalost tudi naravnana, da bi neprestano kupovali, da se stvari zelo hitro pokvarijo, je to vrstno pohištvo tudi ekološko.
Zamišljeno je, da raste s človekom. Ena njenih najuspešnejših posteljic je ta posteljica Nataša, ne. Špela mogoče o tem predmetu, ki je res fenomenalno zasnovan, da ga lahko otrok uporablja od samega začetka do potem, ko že shodi v bistvu in potrebuje posteljico pač samo za spanje, ne za kaj drugega. Ta posteljica izstopa tudi zato, ker je eden redkih predmetov, ki jih je ona oblikovala, ki niso vključeni v sistem neke sobe oziroma opreme stanovanja, ampak je pač en predmet, ona reče temu bombonček, če se ne motim, ljubki predmet, ja, ki jo pozneje zelo lepo proslavi, ne, dobil je razmeroma veliko nagrad. Posteljica ima na enem paru nog kolesci, s katerimi si lahko otroka, ki je zaspal, odpeljal v sosednjo sobo. Zanimivo je tudi to, da sta krajši stranici iz platna, se pravi, da če je bilo že kritično, ko je otrok zrastel, da se ni zadeval z glavo v trdo stranico, ampak se je še nekoliko prilagodila. Bistveno pa je bilo to, da je bila nastavljiva, da je bilo dno posteljice nastavljivo po višini, vsaj 3 različne višine in je lahko, če si jogi vzel ven, delovala tudi kot stajica. Zdaj nekaj samo še o razstavi. To je del tako imenovanega predogleda, se pravi, razstava ni pregled njenega dela v celoti zaključen, ampak je pravzaprav tako, kot se reče za podobne stvari, work in progress. Se pravi, to je zdaj predstavitev, dokot je vaša raziskava prišla, vendar čakate še nove predmete in vmes raziskujete njeno delo in iščete verjetno še nove vire. Točno to, ja. Ker namen je ravno to, ker verjamemo, da bomo še našli to pohištvo, predvsem Nano si zelo želimo, zato ker gre res, to je pa še ena taka otroški pohištven sistem, ki v zelo močni, živi barvi, ki je bil izjemno popularen. Tudi po fotografijah, kot smo videli, je bilo tega res veliko okrog, tako da, evo, apel, če slučajno še kje kdo ima, bomo zelo veseli tega. Drugače pa ja, namen je ravno to, ker pač so pridobili v Muzej za arhitekturo in oblikovanje pač njen arhiv in se nam zdi ves čas čakati, dokler pač vsega ne dobimo, da se da ven, da je dobro, da se pač nekje odpre, da se pač pogovarjamo, hkrati se nama je pa Špelo Mava že ves čas, se nama zdi izredno pomembno odpirati tudi ta kontekst vprašanja ženskih oblikovalk. Prej smo imeli leta 23 Janjo Lap, tukaj zdaj Bibo Bertok, ravno skozi ta nek tudi spregledan, neviden moment, ki pa je dejansko bil vse okrog nas, zelo prisoten. Ženske oblikovalke so konkretno premikale, pravzaprav lahko rečemo, naš vsak dan ali pa pač na nek način ta kakovost tega bivanja in iz tega ven pravzaprav tudi, kar je tudi sama ta raziskava pač pokazala. Dostikrat pač, ko delamo zgodovino, ko raziskujemo zgodovino, ko pač pišemo teorijo, pač seveda so neki kanonizirane revije, ki pač pišejo o temu, so pač neke tudi nagrade, katerim pač se posvečamo in ti to pač nekje tudi kaže, kdo so te velikani, prepoznani velikani preteklosti. Tukaj se je pa v resnici dejansko izkazalo, da je to precej bilo spregledano, da se je pač to objavljalo v takšnih revijah, kot je Naš dom, in Les in tako naprej, to se pravi v nekih, lahko rečemo, malo bolj strokovnih revijah ali pa lahko rečemo tudi nekih bolj vsakdanjih revijah, ki so pač kot neke priloge, ampak dejansko pa kažejo ravno tisto, kar je dosti fascinantno, ko bereš neke teorije, kako tudi Staneta Bernika in tako podobno, ko so vedno rekli, ja, ampak moramo v industrijo priti, moramo serijsko delati, to bo pač na ta način lahko šele dejansko dvignemo kakovost širše pač množice ljudi, ne. In ona je to počela. Ampak hkrati ni prišla, rečemo, ali pa je bila tako na nek način ves čas malo ta vzporedni svet se je vzpostavljeno. In zaradi tega se nama je zdelo perfektno, da imava to priložnost v tem predogledu to odpreti, to pogledati in na nek način tudi upozoriti, kam moramo tudi dejansko vse še prelistati, preveriti, zato da napišemo zgodovino tako, kot je res bila. To je zanimivo, ne? Tudi Niko Kralj je pravzaprav k njej hodil in ne bomo rekli se izobraževal, vendar gotovo dobil kako idejo, ne Špela? Ja, kot je sama povedala, ko je razvijala sistem Artus še v Alplesu in pozneje sistem X v Slovenija lesu, je razvijala eno univerzalno vez za stene pohištva, se pravi, omare naj bi reducirale eno steno in imele skupno.
In ona trdi, da je Niko Kralj hodil k njej gledati, kaj počne v atelje, in da je hkrati potem razvil svoj zelo znani sistem Futura, ki ga je zelo hitro tudi patentiral. Seveda tukaj ne moramo govoriti o direktnem prenosu ideje, ampak sigurno en tak vpogled v to, kako obstaja ta dve vrsti oblikovalcev, kar tudi ona sama govori, večkrat, da so eni tisti, ki vodijo, tudi z lastno osebnostjo nastopajo, javno in se izkazujejo v trendih, drugi pa so tisti, ki kot mravljice morajo delovati v enem sistemu in se pač ne izpostavljajo toliko, ampak morajo zadostiti najvišji meri kvalitete, zato da celotna stroka lahko sloni in napreduje na tem. Mislim, da razstava Biba, funkcija, ideja, kontekst zdaj dopolnjuje naš pogled na slovensko oblikovanje, ki je bilo takrat res v vzponu in vrhuncu, tako grafično kot industrijsko, kot še marsikaj drugega. Za nekatere je pa razstava tudi malo nostalgična, tako da najbolje je, da si jo gledamo. Najlepša hvala obema, da sta prišli in to razložili. Hvala za vabilo. Veseljem. Razgledi in razmisleki.